Lepo pozdravljeni na današnjem slavnostnem dogodku. Ta dogodek, kot vidite, 70-letnica splošne deklaracije človekovih pravic bi mogel biti res tak prazničen dogodek, no in mi ga bomo naredili. Zdaj, glede na to, da smo dokaj omejeni s časom, bom jaz kar prosil dr. Dušana Ruterja, da... Jaz sem bil naprošen, da povem nekaj malega ob obletnici praznovanja splošne deklaracije o človekovih pravicah. Jaz sem bom povedal nekaj, kar vedo zelo redki ljudje, je pa res dober uvod v razumevanje pomena človekovih pravic. Dober uvod, zakaj je sploh treba govoriti o pravicah ljudi in zakaj se je treba bojevati za njihovo zaščito. To, da ima človeštvo deklaracijo o pravicah ljudi, namreč ni samo po sebi umevno. Deklaracija je stara 70 let, kar pomeni, da tisočletja ljudje sploh niso razmišljali o pravicah, kaj šele, da bi jih zapisali. To je zelo pomembno. Če ste živeli v srednjem veku, niti približno nihče ni razmišljal, da ima kakšne pravice, na katere bi se lahko skliceval. Tega preprosto ni bilo. In dober uvod v razmišljanje, zakaj se je človeštvo vendarle odločilo zapisati deklaracijo o človekovih pravicah, je tale. Uvod je povezan z imenom neke ženske. Ena najbolj vplivnih političnih filozofin 20. stoletja je bila nemška filozofinja Hannah Arendt. Hannah Arendt je bila rojena v Nemčiji, kot rečeno, leta 1906 in bila je judinja, kar je dodatno pomembno. In ko je prihajal v Nemčiji na oblast Adolf Hitler, je vedela, da je najbolje, če pobegne iz države, kajti sicer bi jo lahko potisnili v kakšno peč, naprimer v Auschwitzu, tako kot mnoge druge ljudi. In je pobegnila. In v trenutku, ko je pobegnila, je dobila posebno izkušnjo, kajti bila je judinja, judovske države pa takrat še ni bilo. Torej, ko je zapustila Nemčijo, ni imela več nobenega državljanstva, ni pripadala več nobeni državi, v kateri bi lahko računala na pravice, naprimer na pravico do nedotakljivosti ali preživetja. To je bila izkušnja, biti brez državljanstva. Ker je bila filozofinja, je razmišljala o tem in prišla do nekega izjemno globokega upogleda. Jaz bom poskušal ta upogled vam prenesti tako, da bo to čim bolj razumljivo. Je pa zahtevno misliti o tem, o čemer bom spregovoril. Velikokrat ste že slišali, da imamo ljudje državljanske pravice. Že sam izraz nam pove, da so pravice vezane na naše državljanstvo, torej na to, da spadamo v neko državo. In ker spadamo v državo, država jamči za naše državljanske pravice. Kaj pa
In takih ljudi je na tem svetu na desetine milijonov, če nimamo države. Če, na primer, pobegnemo iz države, zato ker nam grozi vojna, ali lakota, ali politično preganjanje, ali kaj drugega. Če torej pobegnemo in iščemo varnost oziroma zaščito kje drugje, kaj pa v tem primeru? Ko ne pripadamo več svoji državi, iz katere smo pobegnili. Kdo bo zdaj jamčil za naše državljanske pravice? Država, iz katere smo pobegnili, prav gotovo ne. Katera država pač? Oziroma ali sploh katera? In veste, da se ta hip, ko tole govorimo, dogaja veliko zavračanja ljudi na tem svetu, ki bežijo iz svojih držav, pa jih nobeden noče sprejeti. In postavljajo razne barikade in rdeče žice in zidove in planke in vse drugo, da ne bi prišli v kakšno državo. Kaj zdaj? Kako je s pravicami v tem primeru? Hannah Arendt je prav gotovo poklicana, da o tem razmišlja, ker je bila sama brez države, bila je judinja v času, ko so Jude na milijone kurili v pečeh. Torej pride Hannah Arendt na idejo, da je ideja državljanskih pravic prekratka. Če hočemo, da bi bili ljudje zaščiteni kjerkoli na tem planetu, mora obstajati še nekaj drugega, ne samo državljanske pravice. In ko je razmišljala o tem, kaj se je dogajalo v Nemčiji, naprimer v koncentracijskih taboriščih, zlasti pa po vojni, ko je imela izjemno priložnost, da je v Jeruzalemu spremljala sojanje vojnemu zločincu Eichmannu, o čemer je potem tudi napisala debele knjige, je spoznala tole. Izkušnja mnogih ljudi v času holokausta, pa tudi kasneje in seveda tudi prej, je bila, da je mogoče ustvariti take pogoje, v katerih nekateri ljudje ne štejejo preprosto nič. Naprimer, Judje, Slovani v času holokausta, invalidi, Romi in mnogi drugi ljudje so bili preprosto obsojeni na popolno, absolutno iztrebljanje. Če ste bili Slovan ali če ste bili invalid v času holokausta, je bilo možno, da je preprosto nekdo prišel k vam domov, vas odpeljal v koncentracijsko taborišče, kjer so vas preprosto zakurali. Takih izkušenj je bilo veliko. To je travma človeštva, o kateri velja zlasti v takih priložnosti, kot je tale danes, razmišljati vedno znova in znova. Ljudje smo očitno zmožni narediti tudi kaj takega, kot je holokaust. Oziroma, v luči tega, o čemer danes govorimo, se obnašati do drugih ljudi, do nekaterih drugih ljudi, kot da so predmeti. Kot da so kamen ob cesti, ki ga lahko brcneš glih, kadar hočeš. In ko Hannah Arendt razmišlja o tem, pride na sjajno idejo, oziroma se dokoplje do izvrstne, izjemne ideje, in sicer, da obstaja poleg državljanskih pravic še nekaj, kar ima univerzalen status, ne glede na to, ali človek pripada kakšni državi, ali ima državljanstvo, ali ne.
Ni pomembno, pravi Hannah Arendt, kje je človek, ker mu pripada natanko tole. In ta izraz vas prosim, da si ga vsaj poskušate zapomniti, ker je res pomemben. Na nek način je pomembnejši od izraza državljanske pravice, na katere se ljudje zelo upravičeno sklicujemo. Razmišljanje Hannah Arendt gre takole. Če poskušate dojeti, v čem je vrednost vašega življenja in življenja vsakega človeka, pustimo ob strani razmišljanje, morda za kdaj drugič, da podobno lahko rečemo tudi za živali. Živali imajo namreč pravice. Ampak o tem zdaj ne govorimo. Če torej razmišljate, v čem je vrednost vašega življenja in življenja vsakega človeškega bitja, lahko ugotovite, da je človeško življenje vredno že samo po sebi. Kar pomeni, da samo dejstvo, da je človek živ, da obstaja, mu že daje vrednost. In Hannah Arendt zato pripiše tej, rečemo temu, humanistični razsežnosti vsakega človeškega bitja. Ni važno, kje je, kako se piše, kako izgleda, a ima državljanstvo, ali nima državljanstva, ni pomembno. Pomembno je zgolj to, da je, da živi. V trenutku torej, ko človek zaživi, ima pravico, da ima pravice. Zveni malo zapleteno, vem, da je, ampak kljub temu. Se pravi, samo dejstvo, da človek obstaja, mu daje univerzalno, neuničljivo, neizpodbitno pravico, da ima pravice. A veste, kaj to pomeni? Če bi se ljudje držali tega spoznanja, da ima vsak človek pravico, da dobi še druge pravice, potem ne bi holokaust sploh bil možen. Zato, ker bi vsak človek spontano čutil, da je vsak drug človek nedotakljiv. Zato, ker je živ, ker živi, ker ima pravico. Pravice mu ne morete odvzeti, kratko malo se je ne da. Čeprav na žalost holokaust dokazuje, da je tudi to mogoče. Pravi, da lahko nekdo drugega človeka preprosto ubije, ne bi sploh pomislil, da ima pravico, da ima še druge pravice. Naprimer pravico, da živi. Pravico, da nekaj dela, da se druži z drugimi ljudmi in tako dalje, in tako dalje. Mojih 15 minut je poteklo, želel sem vam ponuditi v razmislek to temeljno človekovo pravico. Pravico še enkrat, da ima človek pravice. In tudi, če bi bilo vse druge pravice mogoče postaviti pod vprašaj, delati iz tega problem, se spraševati, ali človek ima pravice ali ne, te temeljne, univerzalne pravice, da dobi pravice, preprosto ni mogoče odvzeti. Oziroma, če človeku odvzamete pravico, da ima pravice, zanikate njegovo humanost, zanikate njegovo človečnost in seveda na žalost, kot priča holokaust, ko človeku zanikate, ko mu odvzamete njegovo človečnost, ga lahko obravnavate kot predmet. Človeštvo je to zmožno, je dokazalo, da je to zmožno. Zato je toliko pomembneje imeti v zavesti to
o čemer sem povedal, pa še kar bo sledilo, oziroma se boriti za pravico, da ima človek pravice. Nažalost, ta pravica, čeprav je univerzalna, čeprav v njej lahko mislimo, mu jo lahko pripišemo, ni taka, da se ne bi našel kdo, ki bi mu jo preprosto vzel. Taki pač ljudje smo, nažalost. Nekateri se bodo vedno znova znašli v tej vlogi. Hvala za vašo pozornost. Vse dobro. Hvala, Dušan, za tvojo predstavitev. No, jaz bom v 10-15 minutah še nekaj spregovoril o tej deklaraciji. Namreč, če veste, je deklaracija obsega 30 členov, pravica do pravičnega sojanja, državljanstva, o tem je že Dušan govoril, se ne bi poglavljal. Jaz se bom osredotočil samo na en del deklaracije, in sicer na 25. člen, ki bi mu lahko tudi rekli, da gre za človekove osnovne ekonomske pravice, v ozadju pa vidite emblem Združenih narodov, ki so pač osnova tem pravicam. Jaz sem tudi na to se kar pripravil, sem pred kratkim izdal knjigo, ki se ukvarja, in v tej se ukvarjam res predvsem s tem vidikom, namreč 25. člen je tam nekje malo zadaj in veliko ljudi se ne zaveda, kaj pomeni kršenje osnovnih ekonomskih pravic, ki so v tem členu, pa bomo zdaj o tem malo spregovorili. In sicer spregovorili bomo tako, da bomo pogledali, kaj pomeni kršenje enega delčka te pravice, recimo pravice do čiste, neoporečne vode. Kot vidite, na planetu nas danes živi 7,6 milijarde, prebivalstvo še narašča in 2,1 milijarde ljudi nima dostopa do čiste pitne vode. To je res huda stvar, namreč morate vedeti, da popiti umazano vodo pomeni zboleti. Skoraj zagotovo nimate možnosti, ker zraven seveda nimate niti dostopa do zdravstva in tako naprej. Se pravi, to je en delček tega, kar moramo vedeti, je del tudi osnovnih človekovih pravic. Naslednja stvar, najbolj temeljna dobrina in najbolj temeljna potreba človeka je pravica do hrane, ker je povezan s tistim, kar je Dušan povedal, sploh s pravico, da lahko živiš. Namreč, lahko imaš vse mogoče pravice zagotovljene, samo če nimaš hrane, potem ne moreš nič. In danes čisto zadnje številke so, da je 821 milijonov ljudi lačnih. To je številka, ki je enaka skupnem prebivalstvu Združenih držav Amerike in celotne Evropske unije. Torej, vsi ti ljudje so lačni in to pomeni, ne da so lačni, tako kot se mi predstavljamo, pa odpreš hladilnik, pa nekaj poješ, pomeni, da si lačen, da po 2 dni ne vidiš hrane, pa tudi če hrano dobiš, je to izjemno slaba hrana in ne veš, kdaj boš pač naslednjič jedel in zdaj vam bom pokazal na sliko, ki jo ne bi smeli videti sploh. To je deklica Amal Husein Izjemna. Slika je oktobra zakrožila po svetovnem spletu, po medijih, je primer lakote. Mi rečemo 821 milijonov ljudi je lačnih, pa nam to nič ne pomeni. To je ena številka, vse številk imamo, kakor hočete. Ampak pogledati si pa sliko nekoga, ki je v resnici lačen in zaradi deklica je par dni potem, ko je New York Times to sliko objavil, umrla. Umrla je zaradi lakote. Pri 7 letih pa čisto nič drugega in ni hvalil, samo to, da je živela v Jemnu, kjer danes umirajo otroci vsak dan. Nimajo hrane. Zaradi vojne, zaradi politike in tako naprej. Zdaj pa si pogledajmo, kaj sploh ta 25. člen govori. Jaz sem malo to takole izpostavil. Skratka, 25. člen vsakmu človeku na zemlji, to morate vedeti, univerzalna ali splošna deklaracija pomeni za vse, ni izjeme. Zagotavlja pravico do takšne življenjske ravni, ki njemu in njegovi družini zagotavlja zdravje in blaginjo. Se pravi, vsi ljudje imamo to zajamčeno od leta 1948. In paste, marsikdo pravi, da to ni zavezujoče. Je zavezujoče deklaracija, iz deklaracije izhajajo še druge listine, ki zavezujejo države, da to tudi izpolnejo. In med temi
zdravje in blaginjo pa seveda kako zagotovimo. S hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in tako naprej. Se pravi, to so človekove osnovne pravice, lahko bi rekli tudi ekonomske pravice. In nažalost sem že prej pokazal, s temi številkami so močno kršene. Zdaj, če mogoče tole zapomnite, vsak človek na tem planetu bi moral imeti zagotovljene osnovne potrebe. Hrana, voda, oblačila, stanovanje, zdravniška oskrba in pa še izobraževanje. Izobraževanje pa, če boste brali deklaracijo v 26. členu. Ampak danes jo smatramo med osnovne človekove potrebe. Se pravi, brez tega človeško bitje v resnici se ne more izraziti kot človeško bitje. Če nimaš možnosti, da si pismen, da znaš brati in tako naprej. Še mogoče en podatek, kar bi mogoče zdaj kdo rekel, ja, seveda, eni so lačni, ko ni dosti hrane. Ni res. Hrane je danes preveč. Preveč je celo za prebivalstvo, kot ga je na planetu. Čisto resni podatki kažejo, da pridelamo hrane za 10 milijard ljudi, nas je pa 7,6 milijarde. Ampak, tako imenovanem razvitem svetu, letno zavržemo 1,1 milijardo ton hrane, uporabne hrane. Zdaj, če si sam probate predstavljati, jaz si ne, kakšen kup hrane je to. Tisto, mu to uspe, ne vem, verjetno bi naredili eno goro. In to hrane, ki je dobra, ki je bila narejena za ljudi, ne za druge, za ljudi. In te hrane bi bilo dovolj za 2 milijarde ljudi in enačba je hitro lahko rešena. Se pravi, ni problema, pa nam ekonomisti bodo hitro rekli, ja, bomo pa še več pridelali, pa še več. Ja, seveda, ampak potem bomo tudi planet uničili, ne? Danes moramo se še tega zavedati. Če lahko rečemo, se pravi to, takole nakratko povemo, ne potrebujemo še več dobrin, ne potrebujemo še več posekanih gozdov, še več palmovega olja in tako naprej, ampak sistem bolj pravične delitve globalnih dobrin. Seveda, zdaj, kako to bi bilo mogoče za kdaj drugi, če sem o tem v knjigi razmišljal in je tudi prosto dostopna na internetu kot po načelu delitve. In lahko rečemo, da so osnovne človekove potrebe tudi osnovne človekove pravice, ki jih nekako zagotavlja 25. člen. Zdaj bomo prišli še na naš zadnji del, ampak še ne čist takoj. Živimo v izjemno kompleksnem okolju, zelo veliko nas je in čist na kratko pogledano. Uradno je danes na svetu 195 držav, 193 jih je v okviru Združenih narodov, pa še 2, ki nista polno priznane. Se pravi, živi nas 7,6 milijarde, govorimo preko 7000 živih jezikov, to so živi jeziki, vsaj 290 glavnih etničnih skupin oziroma narodov trenutno na zemlji in pa 22 glavnih verskih skupin. To sem skušal s tem povedati, kako zelo smo različni, raznoliki in kako pomembno je, da se zavedamo, da imamo osnovne dokumente, nekaj skupnega in en od teh skupnih, zelo dragocenih stvari je deklaracija človekovih pravic. Zato je prav, da si jo, če se le da preberete, danes bomo pa to naredili za vas na en poseben način. Prvi člen deklaracije, ki je že sam po sebi nekaj izjemnega, ker govori o tem, da se, kar je tudi Dušan rekel na nek način, se pravi, rodimo se svobodni, imamo dostojanstvo in enako pravice. Se pravi, s tem se že rodimo, s temi pravicami. Nihče nam jih ne more vzeti, nikoli. Imamo razum in vest in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje. To seveda ne izključuje ženskega spola, zato ker bratstvo je pač poseben izraz, ampak danes bi lahko tudi rekli bratje in sestre, tako, mogoče malo boljš. Zdaj bi pa prosil moje povabljence še, da pridejo bližji, jaz tisti, ki ne, bom pa čez malo z mikrofonom, pa bi v več jezikih
prebrali ta 1. člen, da s tem pokažemo, kako smo raznoliki, ampak kako smo hkrati samo ljudje imamo enake pravice in lahko živimo skupaj, kakor bratje in sestre. Ok, pa bomo zdaj, jaz imam to tudi gor nismo se pa posebej pripravljali, ampak mislim, da ne bo nič hudega. Aha, pa bomo začeli, kar pridite gor, tisti, pa bomo začeli kar z angleščino. Imamo All humans beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reasons and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Hvala. Pa gremo na albanščino. Të gjithë njerëzit lindin të li dhe të barabartë në ndjenjit dhe në të drejtat. Ata kanë arsye dhe ndërgjegjë dhe duhet të cilën ndan njëri tjetrit me frym vëllazërimi. Zdaj pa malo težji jeziki, francoščina. No ja, recimo, zame so vsi težki, razen slovenščine. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Hvala. Zdaj smo pa pri češčini. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou dáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. Všetci ľudia se rodí svobodní a sobě rovní, čo sa týka jich dostojnosti a práv. Sú obdájení rozumom a majú navzájom jednať v bratskom duchu. Hvala. Zdaj smo pa pri španščini. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hvala. Smo pri nemščini. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit leben. Hvala. Bosanščina. Sva ljudska bića rođaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jednom prema drugome postupaju u duhu brata. Hvala. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono donati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Hvala. Imamo pa tukaj le, bomo kar takole.
Hvala, Lejla, hvala. In pa še madžarščina. Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő, élősága és joga van. Az emberek ésszel és lelkiismerettel, bírván egymással szemben, testvéri szellemben kell, hogy viseltessen. Hvala. Zdaj smo, verjetno bi še najdel še kakšen jezik, če bi se, ampak jaz sem najdel podatek, da je samo ta deklaracija prevedena v 500 jezikih, se pravi 500 uradnih prevodov je. Mi smo jih, mislim, da 12 prebrali in smo s tem skušali malo sam pokazati vso to raznolikost ljudi, samo v jezikih, potem smo rekli v religijah, državah, skratka, ampak vendarle je prav, da na koncu smo rečemo, da je bistvo te deklaracije, da začnemo razmišljati, da smo najprej ljudje, da smo najprej pripadniki človeške skupnosti, enega človeštva, seveda pa potem prav, da smo ponosni na svoj narod, svoj jezik, svojo kulturo, svojo vero, ampak naučiti se pa moramo živeti skupaj in ta deklaracija je dobra osnova. Se pravi, to bi bilo nekako tudi, vsaj z mojega vidika, ključno sporočilo te deklaracije in to bi bilo za konec. Hvala lepa za pozornost in hvala. In vam tudi.